V novi oddaji Moja družina gostimo človeka, ki je pomagal zagnati več kot 1000 podjetniških zgodb in še vedno navdihuje z energijo, znanjem in neverjetno širino. Z nami bo Niko Slavnič, serijski podjetnik, investitor, mentor in vizionar, ki verjame, da inovacije niso le posel, ampak način življenja. Kako se oblikujejo uspešne ideje, kako se odzvati, ko življenje zahteva pogum, družina pa stabilnost, in kaj se lahko iz sveta startupov nauči prav vsaka družina. Pridružite se nam in odkrijte miselni svet človeka, ki že 3 desetletja ustvarja prihodnost in pomaga drugim, da jo ustvarijo tudi sami. Oddaja Moja družina, kmalu na programu. Spoštovani gledalci in gledalke, dobrodošli v oddaji Moja družina. Za nami je danes izjemen sogovornik, človek, ki inovacije in podjetništvo ne doživlja le kot besede, ampak kot način razmišljanja in delovanja. Predstavljamo vam Nika Slavniča, serijskega podjetnika, investitorja, mentorja in predavatelja, ki je v svoji 30-letni karieri pomagal podjetjem, menedžerjem in vizionarjem odkriti njihov ustvarjalni potencial. Niko, dobrodošel v oddaji Moja družina. Hvala lepa. Kot ustanovitelj prvega zasebnega poslovnega inkubatorja v jugovzhodni Evropi, Ikubator, je Niko Slavnič preko njega podprl več kot 1000 startupov. Njegovo delo obsega od razvijanja poslovne strategije in načrtovanja do mreženja, digitalnega nastopa in svetovanja podjetjem na poti rasti. Danes se bomo pogovarjali o tem, kako lahko podjetništvo in inovativnost vplivata na življenje posameznika in družine, kako se spoprijeti z izzivi in najti priložnost v času hitrih sprememb in prav tako, kako lahko tudi v družinskem življenju prenesemo razmišljanje podjetnika, kako prepoznati ideje, kako jih poganjati in kako jim dati krila. Pridružite se nam in odkrijte, kako razmišljanje, ki ga pozna svet startupov, lahko obogati tudi vaše družinsko življenje, kariero in osebno rast. Pa začnimo na začetku. Hvala lepa. Iz kakšne družine prihajate? Ja, jaz bi rekel iz take manjše intelektualne družine v bistvu, ampak ljubeče, ne? Na nek način je bila ljubezen vedno prisotna, tudi če ni bil denar vedno prisoten, ne? Kjer je izobrazba bila zelo pomembna, ne? Na nek način, tudi oče končal 2 fakulteti, ne? Mama in tako naprej. In v bistvu pomembno je bilo predvsem tudi vrednote, bom rekel na nek način, da smo pošteni, da se imamo radi in tudi, da se znajdemo. Dostikrat je to bilo tudi pomembno in iz tega je nastala podjetniška pot na neki fazi. Na zadnjem tokim velikim ljudem ste pomagali ali podjetjem, tudi komunikacija je mogla biti zelo prisotna v vaši družini. Tako je. Ja, komunikacija je tudi zelo pomembna, namreč je potrebno, tako kot v notranjem krogu, tudi zunanjimi, prenesti te zadeve. Danes ljudje malce manj poslušajo, ampak bi raje kaj več povedali. Tako. Katere vrednote oziroma spoznanja torej ste prejeli kot popotnico v življenje strani vaših staršev oziroma strani vaše družine? Ja, jaz bi rekel, da ena od ključnih zadev je v bistvu tudi samostojnost, bi rekel, ki so spoštovanje do drugih ljudi, odgovornost, ker zelo pomembno je, da prevzameš v neki fazi že kot otrok odgovornosti, zase, za mlajšo sestro, za neke svoje, bom rekel, aktivnosti, tudi da ne obtožujemo drugih za lastno stanje ali pa lastne situacije. A ste bili živahen otrok? Ja, glede na to, da sem zamenjal 4 osnovne šole, bi rekel ja. In kako so starši potem to nekako uravnavali, živahnost, na ta tradicionalen način ali na kakšen bolj moderen? V bistvu še zmeraj govorimo, da je bila ena največja kazen to, da je bil nek resen pogovor, da so bile neke dodatne naloge, ampak zelo pomembno je, da smo držali skupaj, kot družina. In recimo takrat v tem
času se mi zdi, da tudi denar ni bil tako pomemben vidik, ali pa sem jaz že tako star, ne, da v tem času socializma smo malce drugače gledali na zadeve. Ne. Ampak občutek je bil, ne, da nismo bili prikrajšani za nič. Kako je vplivalo oziroma ali je vplivalo kdaj finančno stanje v vaši družini na vaše odnose ali pa na vaše ambicije, mogoče da rečem? Ja, bi rekel, da učilo nas je na eni strani skromnosti, ne, ampak tudi sodelovanja. Ne. Že kot dijak v bistvu, takrat je bilo v času Markoviča, je bilo možno odpreti prva podjetja, takrat je mama odprla podjetje recimo, ne. In se spomnim že kot osnovnošolec, kasneje kot dijak, sem bil zelo kreativen in sem mami narisal recimo 100 logotipov, ne, za podjetje, ne, pa smo iskali, kako se bo podjetje imenovalo, ne. Zelo me je zanimalo, ne, recimo ta kreativni del, ne, mogoče bolj marketinški kreativni, ker sem zelo rad risal, ne, potem so te logotipi se prvo pojavljali, potem seveda tudi moja angleščina je bila malce boljša od mamine, ker sem hodil že kot mulc zelo hiter v Anglijo, k stricu, ne, in sem se priučil v bistvu boljšega izgovarjanja, komunikacije tudi v tujem jeziku, ne. Tako da mi mama potem zelo hmalu vzela sabo na poslovne poti. S čim pa se je ukvarjala mama? To so bile pa predvsem recimo OTC, temu rečejo, zdravila, ki nimajo receptov, ki niso na recept, in pa prehranski dodatki, ki so v mogoče bolj alternativni medicini, ne, Bachova cvetlična zdravila in podobno. Super. Kakšen pomen je imel za vas, ali pa mogoče še ima, se pravi vrtec, osnovna šola, srednja šola, pri, bom rekel, oblikovanju osebnosti, ali je pomemben ta del izobrazbe formalne? Jaz bi rekel, ena prispodoba, ki smo se ravno pogovarjali tudi z otroci, ne, da danes tudi imate krasne rože v studiu, ne, tudi rože dostikrat ne morejo mlade, ne, zrasti brez da imajo neko oporo, neko hrbtenico, neko palico, ne zdaj palico za otroke, ampak za rože, in omogočajo, da je neka varnost, neka možnost v bistvu napredovanja od razreda do razreda, od vrtca do šole, od šole do srednje šole in tako naprej, kar nam ustvari nek formatirana so v neki obliki, da nam neko sigurnost, vemo, da po 5. razredu je 6. razred in tako naprej. In seveda da nam neko širino znanja, ki se jo kaže seveda pri življenju. Je pa dejstvo, da seveda tudi treba nauči nas neke discipline, nauči nas prijateljstva, nekih prvih ljubezni, ne, tako da tudi zelo čustveno v bistvu se lahko lotimo teh spominov. Spomnimo take stvari, ne? Tako. Pa nas nauči dovolj za življenje? Dejansko vsekakor ne. In tudi, ko se z mojimi otroci učim zdaj za osnovnošolske predmete, ne, spremljam, v bistvu so pomembne zadeve, so široke, ampak so predvsem memoriziranje, ne. Ni se na žalost prav veliko spremenilo v tem času, ne. Mogoče še več si morajo zapomniti stvari, mogoče imajo še več domačih nalog, ne, ker bi še več bi jim radi spravili v glavo, ker v tem času je še tehnologija šla naprej, ne samo stvari, ki so iz preteklosti. In so pritiski v bistvu na veliko stopnjo memoriziranja, ne. Manjka pa mogoče nastopanja, manjka kreativnosti, manjka izražanja, način podajanja znanja, ex cathedra, ne, je značilen v bistvu za večji del izobraževanja. In seveda, ker so razredi veliki, potem tudi se ne morejo toliko posvetiti otrokom. Zato smo se mi odločili v bistvu za evropsko šolo, na primer, ne, kjer so razredi bistveno manjši, ne, in je tudi tuji jeziki so recimo osnova vsak dan. Moram vprašati, kaj smo tudi otroke v osnovni šoli, oziroma zdaj Luka starejši šel v srednjo šolo, uporaba umetne inteligence, ChatGPT, podpirate, da se naučite, ali rečete, ste še premlada ali premladi? Ja, tukaj je zmeraj dialog z obema partnerjeva, ne. Moja usmeritev je bila, da sem otrokom dal računalnik v bistvu, ne telefon, ampak računalnik, preden sta znala črke, ne. Tako da je bilo zanimivo videti, kakšen je odnos do enega kosa plastike, ki ima ekran gor, ne, kjer nista imela dostopa do risank, ne. In v bistvu je bilo zanimivo, da taka izkušnja prideta do mene in rečeta, z Google ste že poznali, prideta do mene in rečeta, a veš, da zna Google 5, ne? Ker seveda nista znala vseh črk
je bil pa mikrofonček, sta s tem izboljšali svojo komunikacijo z računalnikom, dokler jih ni razumel, ne, in angleščino izboljšali. In can you sing? Ne, in jim je Google pel. Ne, in recimo sem bil presenečen, da otroci, ne, s to možnostjo, recimo to tehnologijo, odkrijo povsem nove stvari. Ne. Moji otroci tudi danes nimajo telefona, ne, imajo računalnike, 12 in 9, ne, imajo redno računalnike, imajo svoj, ne, rečemo temu, čas za računalnik, za tablico, vendar pač je to omejeno, ni zdaj v žepu vsak dan, ampak kadarkoli želijo, lahko uporabijo. Tudi ChatGPT smo odlično testirali letos za potovanje v Anglijo, kjer so otroci sami oblikovali program, ne, in so v bistvu testirali to. Ne. Na praktičnih zadevah. Tako, na praktičnih. S tem, da za šolo in za ostalo nimajo ga inštaliranega na svojih računalnikih, tako da ne morete uporabljati. In je zanimiv tudi odnos, ker žena je pa bolj pravnica, pa se želi, da tudi otroci pravilno pristopajo nalogam, ne, nimajo možnosti te uporabe, ne, pri nobeni obliki učenja kot takega. Morda jo bom pa prepričal s časom. Super. Čas zelo hitro mineva, tako da predlagam, da narediva zdaj en kratek predah in se vrneva v najkrajšem času. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je z nami prav poseben gost, Niko Slavnič. Prej so govorili malo o družini, o šolanju, o učenju, zdaj pa pojmo mogoče na vašo poslovno pot. Kako se je začela? Pa bomo rekel z nekim študentskim ali še prej dijaškim delom, ne. En del me je oblikoval, seveda, ker je mama odprla podjetje in sem imel priložnost v bistvu graditi v teh časih Markoviča, ne, ko še nismo vedeli, kaj je podjetnost, precej daleč nazaj. In hkrati tudi v bistvu z poletnim delom, ker sem redno hodil že od 13. leta recimo v Anglijo, kjer sem to preizkusil od pomivanja posode, ne, v lokalih do košenja trave, obnavljanja hiš in tako naprej. Poletno delo je bilo redna praktičnost, tako da sem na ta način pridobil zelo raznovrstne izkušnje in se naučil pač, če sem dovolj, ne samo priden, ne, ampak če se tudi kaj drugače pristopil zadevam, ne, so bili moji sodelavci ali kakorkoli zadovoljni, ne. Najslabše mi je šlo šraufanje bojlerjev, ne, v Tikiju, ne, tako da upam, da komu ne pušča bojler, ne, ker sem jaz bil v izmeni, ne. In kje ste danes? Prej v uvodniku sem povedal, da ste pomagali zelo veliko podjetnikom skozi inkubator. Ja. Še je to vaš glavni fokus? To je eden od fokusov, ki bom rekel, ki meji nekje med filantropijo pa dobrodelnostjo, ne, in pa investicijo kot tako. Ja, v bistvu imamo posebno politiko za razliko od recimo nekaterih inkubatorjev, ki so namenjeni predvsem zelo intenzivni, ne, vzrasti nekega okolja in podpore. Mi v bistvu imamo različne oblike pristopa pri tem, ne, od tega, da izobražujemo menedžerje, kako temu pristopati, do podjetnikov, svetovanja in podobno, vendar v neki fazi se odločimo vsako leto tudi za eno investicijo, kar je že inkubator, pa zdaj drugo leto že praznuje 25 let, tako da je teh investicij več kot 20, ne. Tako se trudimo in nekatere z boljšim, manjšim uspehom, ampak recimo želimo energijo, trud vključiti v bistvu v eno podjetje in na ta način v bistvu da pripomoremo, ne, da zadeve zrastejo. Včasih tudi sami oblikujemo kakšne nove produkte, ideje, glede na potrebe, ki jih prepoznamo in priložnosti na trgu. Preden vas bom vprašal, katero idejo bi izpostavili, ki vam je najljubša, me zanima, kakšnega mnenja ste. Smo Slovenci narod podjetnikov, inovatorjev v primerjavi z drugimi? Bom rekel tako, kot pri neke paradigme obstajajo, ne, da smo Slovenci najboljši v individualnih športih, ne. In zdaj za podjetništvo je potrebno timsko delo, ne. Večji, ko je ta tim, večji dela, ne. In seveda pri manjših skupinah, jaz bom rekel, da v Sloveniji imamo fantastičen humus, ekosistem podjetništva, ki omogoča marsikomu, da začne, ne, zelo enostavno, da začne startup, da začne z idejo. Seveda se za to bolj odločajo študentje, ker imajo na nek način
Spodbudo, ne. priložnost. Ne. Nekateri, in seveda to je ameriški pristop recimo podjetništvu, ker vidimo priložnost, želimo postati unikorna, ne, milijardno podjetje. Na drugi strani pa tudi ta necessity, v bistvu potreba po preživetju, ne, za nekatere, kjer pač odprejo, ne vem, družinsko pekarno ali pa nekaj, kar znajo početi, in mogoče tam manj govorimo o startupih, ampak govorimo v bistvu o glavnem gibalu, tudi podjetništva, ne. Večji del sveta se loti podjetništva zaradi preživetja. Kaj bi izpostavili? Kakšno idejo v teh 25, 30 letih se vam je najbolj, bom rekel, vtisnila v spomin ali pa je bila najuspešnejša, kar je bilo zanimivo? Precej je teh, morda so nekatere bolj zanimive po vsebini, kot je knjiga The Slovenia Book, ki smo jo delali, ne, recimo, nekatere so turistične, kateri so izbori. Največja morda je, kjer sem sodeloval pri grajenju enega regijskega unikorna, ne, kjer sem imel vlogo v bistvu do 3 letih, podeseterimo obseg podjetja, ne, pridobimo investicijo, razširimo v bistvu na bistveno večje število držav, ne. Tudi v Sloveniji, ne. Podjetje je nastalo rečemo temu na Balkanu, ne, ampak oba founderja živita v Ameriki, ne. A ga poznamo? Je poznan po imenu? Poznamo, v Sloveniji ne toliko, ne, HTEC Group, HTEC Group, kjer je pač to bilo uresničeno, ne, ena taka malce nora pogodba, ne, da podpišeš, da bo za 10-krat povečal podjetje, ne, vendar je bila podpora, energija, volja, ne, sprejemanje napak pri tem, ne, bistveno večje, ne, kot recimo nekem tem mogoče slovenskem okolju, ne, in pa ambicija, ne. Ambicija je tak, morda včasih zmanjka, ne, zelo hitro smo v Sloveniji zadovoljni, ne, pa se začne, ne vem, vikendi na Hrvaškem, kajtanje, ne, in tako naprej, medtem ko ta dva fanta, dokler ne zazvoni zvonček na newyorški borzi, ne, delata približno 16 do 20 ur na dan, ne, vsak dan, ne, seveda, sobote, nedelje vključene. Normalno, ne. Ja. Katere ključne izkušnje v vaši karieri bi rekli, da so vas najbolj oblikovale? Eno je v bistvu, ko dobimo popotnico iz družine, drugo je pol v teh prvih letih, ko se izoblikuješ. Kaj bi izpostavili? Jaz bi rekel, da so na nek način napake, ne. Napake, ki jih človek uspe narediti, ne, so ponovadi tudi dražje od, ne vem, študija na Harvardu, ne, ker se učiš na lastnih napakah, zelo težko poslušamo drugi oziroma jih slišimo, ne, ampak ponavljamo enake. In delanje napak tudi pri investicijah, ne, tudi pri poslu, pri ljudeh, ne, se izkaže v bistvu za nekaj, kar nas gradi, ne, in na nek način poskušamo, da so te napake vedno hitrejše, manjše, bomo rekli, ampak da jih lažje sprejemamo in tudi dovolimo drugim. Prej so rekla, komunikacija, ne, je ena izmed najbolj pomembnih tem. Katere veščine ali pa katere v komunikaciji lastnosti so najbolj pomembne? A je to, bom rekel, top shop prodaja, ali je to poslušanje, ali je to razumevanje, ali je to v tem podjetniškem svetu? V prvi fazi, jaz bom rekel, da startupi, jaz sem pisal knjigo o tveganem kapitalu leta 2001 z kolegi in takrat, ko smo govorili o angelih, so nas v cerkev pošiljali, ne. In seveda prezentacije, ki so jih startupi delali, so bile zelo šolske, po Vaščiču na ekonomski fakulteti, ne, standardizirane, temeljiti plani, debeli špehi, ne, papirja. Danes v bistvu so vsi podjetniki, startupi, ki se predstavijo, zelo dobro pripravljeni v smislu prezentacije, v smislu tudi nastopa, ker vsaj nekdo v ekipi, ne, je zelo marketinško podkovan, znajo to zelo lepo pripraviti, ne. Potem se pa začne zadaj, ne. Ta show off, recimo prvi vtis je lahko in je zelo pomemben, ko pa začnemo pač vrtati v zadaj, ne, kaj pa je, kdo je tim, kako se dela, ne, ali je to samo, ne bom rekel krinka, je to samo neka podoba navzven, ne, ali kaj je vsebina zadaj, ne, kako so zadovoljne stranke, kakšni so procesi, kdo je pripravljen trdo delati v tej ekipi, ne. Včasih so inkubatorji, se spomnimo v bistvu situacije, ko so, ali pa recimo akceleratorski programi, kjer sem veliko deloval, ne, tudi so šli nekateri startupi celo na kolena, prosim, ne zapirajte nas že v polnoči, ne, mi bi delali, ne, še naprej, prosim, ne zapreti, ne. Danes se velikokrat dogaja, da so te inkubatorji bolj prazni, že ob 4, ne pa v polnoči, tako da
bomo rekli, ta kvaliteta življenja pri nas, da spodbudi, da mogoče ljudje bolj malo- kolesarijo, kot pa so ambiciozni v podjetniškem smislu. Kaj pa je glavna motivacija podjetnikov, startupov? Dostikrat pri startupih, recimo študentih, katerih je največ, je sigurno ena takih priložnosti, ki jo oni vidijo, da uresničijo svojo idejo, da uspejo, neka potreba po želja, zelo veliko. Jaz se spomnim enega startupa, ko so prišli do nas, da jim svetujemo, in so imeli skoraj na vseh slajdih, oni so imeli pisalo unicorn, so imeli unicorn, napihljive balone, so imeli razglednice za novo leto, so bili unicorne. Vse je bilo tako, kako mi unicorn, ne? In je lahko to obremenjujoče. Gledalcem pa gledalkam poveste, kaj je unicorn. Se pričujem. Unicorn je mitološko bitje za moje otroke, za nas malce bolj podjetne, pa so to milijardna podjetja, več kot milijardo, najbolj znana seveda. Imajo promet ali vrednost? Vrednost, ki pa niso še na borzi. Tako da v neki fazi so to bili tudi Amazon, Nvidia, Meta in vsi ostali, vse to, kar imamo v telefonih. Danes pa, ker so na borzi, seveda takoj preneha to delovanje. Teh podjetij je ta trenutek okrog 1600 v svetu. Gre pa za to, da unikorni so vrednoteni takrat, ko dobijo investicijo. Drugo je pa pač vrednotenje lastnika. Super, res zanimiv pogovor. Žal naju čas, bom rekel, preganja. Tako da predlagam, da gremo na drugo pavzo in kmalu bomo nazaj z našim posebnim gostom. Dobrodošli nazaj. V tretjem delu oddaje Moja družina. Danes je z nami prav poseben gost, Niko Slavnič. Hvala lepa. Pogovarjali so se o startupih, o podjetništvu, o vrednotah. Pa me zanima pri vas v poslovnem svetu oziroma poslovnem življenju, a ste imeli kakšno prelomnico, na katero v bistvu ne morete pozabiti, ali ste ponosni, ali pa bi jo želeli deliti z gledalci? Ja, v bistvu večina od teh 20 investicij, recimo, ko smo delali naprimer z lastnim denarjem, je bila izziv na nek način. Niso vse uspešne, vsekakor. Pravimo v investiranju, da recimo v startupe moramo vedeti, da je umrljivost zelo velika. 95% v bistvu večina startupov v 5 letih zapre. In ob pomoči, pravim, mentorjev, investicijah in tako naprej, jih bistveno več tako preživi, tudi 60%. In ja, so na tej strani. Tudi ko sem odprl prvo podjetje, smo z 2 kolegi se lotili podjetja, smo v 6 mesecih ugotovili najprej, da mogoče to ni tako romantična zadeva, kot smo si mislili, da so potrebe na trgu drugačne in smo mogli povsem spremeniti, pivotirati, kot rečejo, pri košarki in podjetništvu od ideje na povsem drug. In smo se tudi rešili s partnerji, ampak sem nadaljeval povsem drugo zgodbo. Prav tako različni drugi startupi so pogosto mogli iskati nove poti. A je stresno biti podjetnik oziroma lastnik startupa? Pravi, vsak podjetnik uspe čez noč. Vprašanje je samo, koliko teh noči Predela, delaš, jokaš in v bistvu ne spiš ali pa karkoli že. Ja, je en adrenalin, bomo rekli, tako kakšni se lotijo adrenalinskih športov, tudi podjetništvo je dovolj adrenalina, sploh če so finance vključene. Je pa tudi zadovoljstvo, ker ustvarjaš nekaj sam. Nisi odvisen nujno od svojega šefa, na nek način to tudi zelo mladim pomembno, in pa prepuščen si včasih tudi sam sebi na milost in nemilost, s svojim občutkom, svojim dojemanjem rizika, investicijam, pa tudi projektom. In marsikdaj se prepleta to osebno in poslovno. Upaš, da se ne prepleta pri kakšnem nedeljskem kosilu, ampak je v družinskih podjetjih to zelo pogosto povezano zelo eno z drugim, kar te lahko izpolnjuje, ampak je tudi treba vedeti, kje so meje. Definitivno to ni življenje v kalupu. Tako. Tudi dnevi niso povsem enaki drug drugemu. Težko zaključuješ zadeve ob 4, pa tudi če si šel iz pisarne ali pa nisi v pisarni, je podjetje del tvojega mentalnega prostora ves čas.
Kako se pa potem v takem, bom rekel, načinu življenja sproščaš, ne? Ali podjetnik ali pa vi, no, mogoče kako se vi sproščate? Evo, danes smo ravno planirali s kolegi počasi za naslednje leto nekatere zadeve, ne. In moje sprostitve so, da naredimo kakšen nov projekt, kakšna nova kreativa. Ne, tako smo naredili recimo Kviz Slovenija ali pa smo naredili recimo nove knjige, vodiče in punce so rekle, za drugo leto, ne, ker smo toliko novih stvari letos naredili, ne, bo pa največji za njih, največja nagrada, da ne bo nič novega, ne, rekli že. Zame pa mogoče bo mogel najti potem sprostitev poleg tega ustvarjanja, tudi malce več v športu, v naravi, potovanjih, recimo teh običajnih zadevah. Tako da. No, glih to se pravi, kako bi rekel, vzpostaviti življenje v ravnovesju, ne? Ker vemo, pač, če delaš stalno, tudi se bo v enem obdobju začel to poznati. Če nič ne delaš, se bo tudi začel. Če preveč športaš, skratka, če imaš ekstreme, ni okej. Kako vi to vidite? Ta balans, kako ga... V bistvu nekje v zadnjih 5-10 letih, ne, sem se začel malce bolj poslušati na teh načinov, oziroma mi tudi telo da včasih rdeč karton ali počasih sam rumen ga dobim, ne. Tako da lahko čutim pač, da so stvari malce drugače, ne, zasnovane in da je potrebno se včasih tudi naspati, ne, ali za enostavno zadevo ne govorim, kar se tiče spanja. To je recimo eden od elementov. Balans morda ne uspe v dnevu. Sem razlagal, recimo, moj vikend je bil petek, soboto in nedeljo, samo do enih sem delal, ne, tako da poleg ostalega, ampak je potem, recimo, vsaj probam naspati enkrat na teden, ne, ali pa enkrat na 14 dni, ne, poskušam v obdobju mogoče meseca ali pa daljšega obdobja, recimo leta, najti obdobja, kjer v bistvu delam na rechargeu. Na nižjih obratih. Tako, ali pa na drugačnih, ali pa recimo to so neka čistilna obdobja in za telo in za glavo, ne, kjer se posvetim potem nekim drugim praksam, ne. Tako da evo, zdaj se dogovarjamo za drugo leto, morda za malce bolj študiozno obdobje, ne, kjer prepuščam v bistvu 2 podjetji tudi sodelavkama, ne, kjer boste bolj na samostojno pot šle, ne. V bistvu, kakor se dobro sliši za mlade, ne, biti direktor, ne, je tako prepustil, ne, ker ne prevzame nekdo, ne, to odgovornost, če lahko jaz ustvarjam. In bom v tem času več raziskoval o najhitreje rastočih podjetjih. Bravo. Kako pomembna pa je vaša družina v vašem, bom rekel, življenju? Družina je absolutno inspiracija, bomo rekli, imamo neke družinske rituale, ne vem, jutrni zajtrk probamo ujeti, čeprav v tinejdžerskih letih, ne, težko otroke prepričati na vse, ampak to je recimo ena moja mala naloga, ne, da za vsako od mojih 3 punc poskrbim, da dobijo zajtrk, ki si ga želijo, ne, popotnico in ja, dejansko moramo včasih 4 zajtrke narediti, ne, da je vsaka zadovoljna, ne, glede na želje prehranjevalne. To so taki mali trenutki, ki so veselje in dajo zagon za cel dan. Tako. Super. Ko govorijo o zagonu, kaj vas trenutno najbolj motivira, poleg zajtrkov v družini, ne? Ja. V poslovnem svetu, pri projektih, kaj vas žene, da naredite nekaj novega? Jaz bi rekel, na eni strani so priložnosti, ampak pri teh letih so tudi neki izzivi, ki so širši, ki so tudi družbeni. In tako je v bistvu tudi ta knjiga, da Slovenija Book, ne, ki smo jo izdelali že 25.000, ne. Zdaj je v 10. ediciji, ne, da je Slovenija Book, kjer smo jo izdelali zaradi tega, ker smo ponosni na Slovenijo, ne, kjer radi predstavimo Slovenijo, tukaj tudi z uvodnikom predsednice Slovenije, vsem našim Slovencem, ampak še bolj tujcem, ne, da so ponosni, da imamo iz rok dati nekaj, kar je darilo. In to smo naredili pa recimo tudi iz tega razloga, ker najbolj prodajana knjiga v Sloveniji, ne, je imela noter slike, ko se še katrca pelje čez Tromostovje in tako naprej, pa znamo vsaj knjigo narediti. Tako da so tuji novinarji v bistvu kar 7 let raziskovali, obiskovali stvari, ker je bila napisana v angleščini najprej, potem smo pa to prevedli tudi v druge jezike, nemščino, francoščino, slovenščino. In recimo smo ponosni na našo državo, kamorkoli grem, potujem, ne, zmeraj opremljen ali
z knjigami ali z suvenirji in včasih, da sem pravi ambasador Slovenije, ampak sem ponosen na našo državo. Ampak mislim, da to ambasadorstvo, ki jo dela, ali pa ta marketing, ki jo delamo vsi ust do ust, ne, ker mislim, da vsi državljani Slovenije smo ponosni na Slovenijo, ne, že dobiva rezultate, ne, ker veliko tujcev pride, pravi, smo slišali, res je lepo in sem prišel in ne morem verjeti, res je lepo, ne. Ja. In včasih moramo iti malo ven, da vidimo, v bistvu, kako nas imajo radi, ne? Kako je lepo pri nas, ker če smo samo doma, se že kar malo razvadimo, kako nam je lepo. Tako. Omenili ste knjigo. Katera knjiga je pa vam, bom rekel, tista, ki bi jo priporočali predvsem podjetnikom? No? Da malo zožal. Recimo za startupe bi vsekako rekel Erik Ries, s katerim sva že leta 96 še svetovala v bistvu startupom v Londonu, v tem je pa 98 ga izdal, 2008 v bistvu izdal potem knjigo in sicer Lean Startup. Ne. Od takrat se je tudi on pritoževal, odkar je izdal to knjigo. Sploh več ni startup. Vsa velika podjetja si želijo naučiti, kako biti lean, kako biti bolj fit. Ne. In ravno to, fleksibilen, kako ta krog napak, testiranja, MVP, v bistvu razvoja produkta in tudi failerja, kako čim hitreje obračati, da lahko naredimo plan potem v Osterwalderju, recimo, kjer so te plani na enem listu, ker ga lahko narediš v eni uri, recimo, in seveda naslednjega ponovno v eni uri. Zelo hitro se stvari lahko spreminjajo. To je mogoče tako startupovsko branje. Simon Sinek, recimo, zato, ker imava eno zanimivo dihatomijo, namreč on ima odlično knjigo Start with Why, zakaj nekaj počnemo. Jaz imam po bistvu v svojih predavanjih zelo pogosto uporabljam zakaj ne. Ker marsikaj, ko se vprašamo, zakaj v Sloveniji je to recimo tudi negativno, zakaj bi nekaj počeli. Ko pa zakaj ne, ravno poganja pa tudi startupe, zakaj nekaj ne bi, dajmo poskusiti neke stvari početi. In pravim, to je kovanec, ki ima obe strani, zakaj in zakaj ne. In domača naloga, ponovadi lahko tudi za gledalce, je, da se v življenju vsaj recimo en teden poskušajo vprašati, zakaj ne. In potem so poti odločanja povsem drugačne. In to ne bo tudi zaključna misel za našo današnjo oddajo. Drage gledalke, dragi gledalci, upam, da vam je bil pogovor zanimiv in da ste spoznali precej zanimivih novih stvari. In za zaključek sprašujmo se mogoče en teden ne samo zakaj ne, ampak se sprašujmo tudi zakaj ne. Lep večer oziroma lep dan vam želim še naprej in se vidimo v naslednji oddaji Moja družina.